Najlepša hvala, Tilen. Tilen Škrava, direktor Zavoda za digitalno dostopnost A11Y. Tudi brez njega ne bi šlo danes. Najlepša hvala, da ste prišli. Tudi jaz sem vedno vesela in ponosna, čeprav grozno zmatrana, ko se en tak dogodek zdaj že v drugo začenja. Se pravi, lani smo odprli ozaveščanje o dostopnosti tudi v kontekstu svetovne ravni. Letos nas zelo veseli, da lahko spet drugič se spet snidemo z vami. Tako da zdaj bomo najprej prisluhnili parim kratkim uradnim nagovorom, potem vas bomo popeljala jaz v nekako nek pregled in pregled pravic, ki jih osebe z invalidnostmi in statusom invalidov imajo na področju dostopnosti, pa se pogosto predvsem zaradi tega, ker kot je tudi Tilen omenil, je področje še v povojih, se tudi osebe, ki imajo določene pravice, tega še ne zavedajo in jih zato ne da samo ne izkoriščajo, ampak se tudi ne pritožijo takrat, ko imajo vso pravico, da se pritožijo in da se njihovim potrebam ustreže in zagotovi ustrezno dostopnost. Tako da tek na dolge proge, ja, to je dostopnost v vsakem pomenu besede, ampak se trudimo, da bo ta tek, da ne bo glih 42-kilometrski maraton, tako da še enkrat hvala, da ste prišli. Zdaj bo pa najprej k besedi povabila kolega iz področja dostopnosti, če smem tako reči, gospoda inšpektorja Dragana Petroviča, da vam spregovori nekaj spodbudnih besed za začetek. Hvala. Kdo hoče ploskati, ni problema? Ne. Hvala lepa. Moje ime je Dragan Petrovič. Danes sem v vlogi glavnega inšpektorja na Inšpektoratu za informacijsko družbo, ki je v bistvu organ v sestavi Ministrstva za digitalno preobrazbo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj še z moje strani. Danes je z nami tudi iz inšpektorata Gašper Žubar, ki vam bo predstavil tehnični del nadzora mobilnih aplikacij in pa Jasna Močnik, ki je danes dostop nadaljavo, se pravi preko sredstev, ki jih poskušamo čim več v tem obdobju uporabljati. Danes je naš namen, da bi bolje razumeli pojem dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij. Zato bi bilo dobro, da se za začetek vprašamo, kaj sploh to je in kaj razumemo pod tem pojmom. Se pravi, dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij pomeni, da so spletišča in mobilne aplikacije orodja in tehnologije zasnovani in razviti, da jih lahko uporabljajo vsi uporabniki, ne glede na njihove morebitne oviranosti. Formalna podlaga je v Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, s katerim smo v slovenski pravni red prenesli Evropsko direktivo in to že aprila leta 2018. Namen zakona je uporabnikom omogočiti lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja ter lažje uveljavljanje njihovih pravic, kar je še zlasti pomembno za uporabnike z različnimi oblikami oviranostmi. Tu mislimo na slepe in slabovidne, gluhe in gluhoneme, kognitivno, osebe se pravi s kognitivnimi težavami, starejše osebe, obnemogle osebe in invalidne osebe. Spletišča in mobilne aplikacije morajo tako izpolnjevati zahteve glede dostopnosti. Danes boste lahko več slišali o inšpekcijskem nadzoru mobilnih aplikacij. Omenjeni zakon se je začel uporabljati postopoma in sicer po presečnih datumih. Najprej se je začel uporabljati za novejša spletišča, nato za obstoječa spletišča in nazadnje še za mobilne aplikacije. Se pravi, če povzamemo, danes zakon velja za vsa spletišča in mobilne aplikacije. Razen za izjeme, danes ne bi o njih. Zavezanci po zakonu so tako državni organi, organi lokalnih skupnosti in osebe javnega prava. Ne vse, ampak spet pod določenimi pogoji. Se pravi, danes je naš namen spodbuditi večjo vključenost pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij in zmanjšati in odpraviti njihovo izključenost. Hvala lepa.
Najlepša hvala tudi vam, gospod inšpektor. Zdaj bi pa povabila k krajšemu nagovoru še gospod magistro Matejo Toman, predsednico Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Hvala, Mateja, da si z nami. Izvoli. Imamo prenos. Drugačno. Ti smem držati? Prosim. Samo se mečkaj obrnemo. Ja. Lepo pozdravljeni vsi prisotni, tudi tisti, ki spremljate današnji dogodek nadaljavo. Veselje nam je tudi na Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije, da smo eden od soorganizatorjev današnjega dogodka. Maša je lepo povedala, da je to drugi po vrsti, že lani smo se zbrali na to temo, tako da ga bom kar pogumno poimenovala naš tradicionalni dogodek. Gre za zelo pomembno temo, zato verjamem, da bo pomembno, da s tovrstnimi dogodki nadaljujemo tudi naslednje leto in v letih vnaprej. Zakaj je vprašanje dostopnosti tako pomembno? Ker je dostopnost osnovni predpogoj za to, da lahko uživamo zelo širok nabor vseh drugih temeljnih človekovih pravic. Če ponazorim s preprostim primerom, pravica do enakopravnega vključevanja v izobraževalni proces je seveda nujno povezana s tem, da lahko dostopamo do izobraževalne ustanove, da lahko sledimo predavanju oziroma vsebini, ki nam jo podajajo, da lahko spremljamo nemoteno in uporabljamo gradiva v izobraževalnem procesu. Enako je z izbiro poklica, enako je s vprašanjem vstopa na trg dela. Ne začne se delo takrat, ko smo že na delovnem mestu, ampak moramo priti do tja iz točke A do točke B, torej iz kraja bivanja do kraja dela, če ne delamo od doma, do delovnega mesta v zgradbi in seveda do vseh informacij, ki jih potrebujemo za svoje delo. In tako je seveda praktično na vseh življenjskih področjih posameznika, ki se želi aktivno udejstvovati bodisi v osebnem, bodisi v družbenem življenju. Dogodki, kot je današnji, pa so pomembni tudi za širšo javnost, zato, da se sploh osvetli vprašanje, kaj je dostopnost. Večinoma v laični javnosti, če boste vprašali nekoga, ki se s tem področjem izrecno ne ukvarja, bo najprej rekel, dostopno je, če ni stopnic. To je zelo, zelo majhen delež. Ne gre samo za stopnice, fizična dostopnost pomeni recimo tudi taktilne oznake, da se lahko orientirajo v prostoru tudi tisti, ki imajo okvaro vida. Seveda tudi recimo indukcijske zanke, ki pomagajo, da nekdo spremlja zvoke oziroma govor v prostoru, čeprav ima težave s sluhom. Skratka, en velik nabor dostopnosti v fizičnem okolju. Potem je tu še vprašanje dostopa do informacij, do komunikacij. Torej, informacije v prilagojeni obliki, ne samo za senzorno ovirane invalide, ampak tudi za tiste, ki, kot smo slišali že v prejšnjem nagovoru, imajo določene kognitivne težave. In vemo, da človeštvo pospešeno gradi tudi digitalni svet, ta v današnjem življenju sodobnega človeka predstavlja vedno večji delež, ima vedno večji pomen in tudi pri grajenju digitalnega sveta moramo biti pozorni, da je ta dostopen vsem. Vse te teme bodo na današnjem dogodku predstavljene v okviru okroglih miz. Jaz sem prepričana, da boste z zanimanjem prisluhnili in verjamem, da bo komu tudi ostala v glavi kakšna ideja, zato da bo na svojem področju bodisi zase lahko zagotovil boljši dostop, bodisi bo to omogočil drugim. Hvala lepa in želim lep dan. Najlepša hvala. Mateja. Najlepša hvala vsem uvodnim govorcem. Takole, se mi zdi, da kar na glas govorim. Zdaj bomo pa šli na prvo predavanje, ki je skupne... Ja, se prečujem. Zdaj bo pa gospod Škraba prebral še nagovor od gospoda doktorja Matjaža Debevca, ki je danes že odsotno.
Matjaž Debevec je predstavnik Accessible EU v Sloveniji, tako da to je v resnici predstavitev Accessible EU oziroma njihov nagovor. Spoštovane gostje iz ministrstva, spoštovane udeleženke in spoštovani udeleženci. Današnji svetovni dan ozaveščanja o dostopnosti je izjemen dogodek, saj združuje invalide kot uporabnike storitev z strokovnjaki, akterje politik in zagovornike njihovih pravic. V čast mi je in z velikim ponosom danes tukaj nastopam kot nacionalni ekspert Evropskega centra Vira o dostopnosti v angleščini Accessible EU, ki je tudi glavni soorganizator in sponzor tega dogodka. Najprej bi rad poudaril poslanstvo našega centra, ki se zavzema za boljšo skladnost politik dostopnosti za invalide in za zagotavljanje ključnega znanja vsem, ki se srečujejo s to tematiko. V centru smo zavezani k ozaveščanju, informiranju, izobraževanju in omreževanju na tem v zadnjem času pomembnem področju. Naš cilj je spodbujanje izmenjave najboljših praks in razvoj politik, ki bodo resnično vplivale na izboljšanje dostopnosti tako na nacionalni in evropski ravni. In veliko veselje mi je, da lahko omenim, da smo v okviru Evropske unije med najbolj aktivnimi in naprednimi državami na področju varstva invalidov. Lani in letos smo tako poročali skupaj kar 21 primerov dobre prakse in še bi lahko dodajali. Na današnjem dogodku se bomo osredotočili predvsem na ozaveščanje in boljše razumevanje izzivov, s katerimi se soočajo invalidi. Obravnavali bomo ključna področja, kot so pravice invalidov in mehanizmi njihovega zagovorništva. Poleg tega bomo poleg digitalne dostopnosti danes seznanili tudi z aktivnostmi na področju grajenega okolja in javnega prevoza, kar vidimo kot zelo pozitiven korak naprej. Vaša številčna prisotnost skupaj z zunanjimi, ki so povezani na Zoom, kot vidim, nas je več kot 200, kar je zelo veliko za tako majhno državo. To kaže na skupno zavezo k ustvarjanju bolj dostopnega in inkluzivnega okolja za vse. Veselim se plodnih razprav, izmenjave znanj in izkušenj, ki jih bomo danes delili. Želim vam uspešen in navdihujoč dan, poln novih spoznanj in pozitivnih premikov na področju dostopnosti. In en velik hvala strani gospoda Debevca.